Lepo vas pozdravljam na 4. pravopisnem kolokviju. Dosedanji pravopisni kolokviji so se ukvarjali s specifičnimi vprašanji, od sprememb pravopisnih pravil pri rabi vezaja in pomišljaja do pravil za prevzemanje lastnih imen iz slovanskih jezikov, tu zlasti z morfemskega in slovničnega prilagajanja slovenščini. Seznanili smo se na primer tudi s spremembami v poljskem pravopisu. Ta kolokvij je zastavljen širše. Delo na pravopisu se namreč bliža koncu in nabralo se je več pripomb, ki jih lahko opredelimo kot opozorila na specifične manjše, pa tudi večje probleme. Ob tem dobivamo tudi pripombe, ki v večji meri nagovarjajo javnost in skušajo spodbuditi zlasti javni odziv. Za nas je dialog zelo pomemben, zato bomo danes skušali zbrati in predebatirati, pa tudi na to posneti, zapisati argumente za in proti pri več izpostavljenih rešitvah. In to je za nas tudi slovesna, simbolična priložnost, da pokažemo, kako poteka naše delo in kako se odzivamo na vsako pripombo, ki je moramo biti že po raziskovalni dolžnosti veseli in jo ustrezno proučiti in presoditi. Z tega vidika bomo spregovorili tudi o najnovejših komentarjih iz javne razprave, ki so jih prispevali uporabniki portala Fran in Komisija za slovenski jezik v javnosti SAZU. Vse dosedanje pripombe so bile in so še vedno predmet strokovne presoje, debate. Končna revidirana besedila še niso objavljene, zato ker bo javno objavljena šele celotna končna različica pravil. Tu še največkrat prihaja do nesporazuma, zato smo na spletni strani Zato smo na spletni strani to pojasnili z besedilom. Če preberete zgoraj, besedilo je pozor, na spletni strani so do uskladitve pravil objavljeni še vsebinsko nespremenjeni predlogi poglavij iz let 2019, 21, 23, 24 in 25. V njih še niso upoštevane pripombe iz dosedanjih javnih razprav. Posodobljena besedila s pripombami javnih razprav bodo objavljena po končni uskladitvi vseh poglavij. To besedilo je tudi obarvano z vpadljivo oranžno, tako da upamo, da ga uporabniki opazijo, zraven je tudi klicaj. Presoja strokovnega dela po vmesnih različicah, to je še preden bi bila zaključena revizija celote, bi bila nesmiselna, zato ker je mogoče posamezne rešitve res dokončno presojati šele v kontekstu končnega besedila. Pravopis je pač povezan koncept soodvisnih rešitev. Prostor za naše sodelovanje je ves čas odprt, tudi dobro teče. Ob februarski javni razpravi smo se v to vključili tudi vsi zaposleni na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Vsak od nas je bil še posebej izrecno povabljen k sodelovanju in k vključitvi v postopek notranje revizije. Želimo si namreč, da bi bilo končno besedilo čim bolj konsenzualno. Ob koncu revizije bo v branje potem vključen tudi celotni uredniški svet pravopisa. Že dolgo v stroki nisem čutil
tako široke povezanosti pri delu tudi podpore našemu delu. Kdor je želel prispevati strokovne pripombe, je torej imel možnost neposrednega sodelovanja in to možnost bo imel tudi naprej. Zdaj pa veselo na delo. Odločili smo se, da organiziramo javno razpravo in v javni razpravi pridobimo pripombe, ne zato, ker bi nam morda povzročale težave posamezna vprašanja, ampak zato, ker je takšno organiziranje javne razprave nadaljevanje znane kodifikacijske prakse. Namreč tudi naš predhodnik, Pravopis 2001, je imel organizirano javno razpravo leta 1981 in takrat avtorji Bajec, Rigler in Toporišič so predlog pravil v svet pospremili z naslednjimi besedami. V načrtu je morda preveč dvojnic. Od javne razprave pričakujemo, da bo nakazala, v katero smer je bolje iti in predlagala odpravo katere izmed njih. Saj dvojnice pravzaprav obremenijo spomin in delajo pisavo neenotno. Javna razprava bo morda prav tako dala pobudo za boljše rešitve in izpopolnitve. Torej, če je predlog pravil dan v javno razpravo, to pomeni, da se pripombe po njem pregledajo, ovrednotijo in potem tudi vključijo v sklepno revizijo tam, kjer so strokovno utemeljene. In če naj bodo pravila notranje usklajena, jih ni mogoče popravljati parcialno, poglavje za poglavjem, temveč jih je mogoče šele v sklepni fazi presojati kot celoto. Mislim, da so prav postopnost, sprotnost seznanjanja sklepi in pa odprta diskusija v nejasnih mestih ta kodifikacijski proces odprli najširšemu uporabniku doslej. Zato absolutne trditve, da ni bila upoštevana niti ena pripomba iz javne razprave, ocenjujemo približno tako, kot če bi gledalci ocenjevali predstavo po generalki, ne po premieri. A pojdimo naprej. Kaj vse vključuje naše gradivo za revizijo? Torej, kaj smo pridobili z javnimi razpravami? To so najprej pripombe pridobljene v letih 2019-2026. Za predstavo teh pripomb je približno 3700, nekaj je pripomb iz peticije za pisanje praznika Božič z veliko začetnico, teh je 387, v razpravi za zamudnike pa smo februarja 2026 prejeli še približno 250 odzivov. Kaj še upoštevamo ob končni reviziji? Tu so interne pripombe delovne skupine, ki so nastale zaradi potrebnih uskladitev med poglavji, drugo pa je gradivo pridobljeno v tem času tudi z različnimi raziskavami, ki jih je spodbudila naša poizvedba, torej perceptivni testi ali pa o izgovorjavi kratic. Za predstavo poglejmo, kako je bilo s poglavjem pisna znamenja. Leta 2019 smo dali to poglavje v razpravo, takrat smo prejeli 312 pripomb, v razpravi za zamudnike pa še 25. V revidirani različici, ki jo zdaj že imamo pred sabo, je poglavje razširjeno za približno polovico prvotnega obsega, upoštevana je bila večina predlogov, zlasti predlogi strokovne javnosti, matematikov, strokovnjakov, lektorjev, ki se ukvarjajo s tehniškimi jeziki in tehniškimi strokami in tistimi, ki se specializirajo za naravoslovna besedila. To je konkreten primer, da javna razprava ni bila zgolj formalnost, ampak del dejanske strokovne revizije. Pri prenovi smo se bili najprej prisiljeni spoprijeti z dejstvom, da slovnica ni posodobljena in da veljavna pravopisna pravila iz leta 2001 vsebinsko izvirajo iz 80. let. Temeljni cilj pravopisne prenove je bil zato v prvi fazi opisati vse, kar se pojavlja v knjižnem jeziku. Torej ne, kar se pojavlja v rabi nasploh,
kar se pojavlja v knjižnem jeziku, pa če hočete lektoriranem, skrbno napisanem, tudi teh praks ni bilo popisanih in niso ažurirane. In potem v naslednji fazi normativno ovrednotiti. To je pa faza revizije, pred katero smo se sedaj, in oblikovati čim bolj naučljiv in zapomljiv sistem pravil. Te korake smo javno predstavljali večkrat. Raziskava pisnih praks, ali če hočete tudi raziskava rabe, je nujni del prenove vsakega priročnika knjižnega jezika. A ne edini. Vsak pravopis raste pravzaprav iz prejšnjega, evolucijsko raste iz prejšnjega, tradicije in ima oporo v sistemu. Če se torej v pravopisu pojavi opomba o pogovorni rabi, to ni zato, ker bi pravopis imel ambicijo kodificirati tudi pogovorni jezik, ampak zato, ker se ta prvina pogovornega jezika pogosto pojavlja tudi v knjižnih besedilih, tudi zelo skrbnih knjižnih besedilih, in zato sta mogoči vsaj dve razlagi. Ali se je občutek za normo tukaj res razrahljal, ali pa gre za pogosto napako, ki jo je pa tudi pametno omeniti, saj so pravopisi vedno prinašali tudi take podatke. Opozarjanje torej na mejne in nestandardne primere ni novost. O tem več kasneje dr. Weiss. Pravopis ne sledi rabi tudi zato, ker se more v nasprotju z leksikalnimi analizami, ki na primer gradijo slovar knjižnega jezika, ukvarjati tudi s primeri, ki so v rabi zelo redki ali pa jih v korpusih skoraj da ni. Takšni primeri nam kažejo mejo gradivsko-induktivnega normiranja. Pravopisna kodifikacija mora namreč v nekaterih primerih delovati tudi deduktivno, torej na podlagi obstoječih pravil, analognih tipov in sistemskih možnosti, kakršne v jeziku so, mora pripraviti tudi priporočila za oblike, ki jih raba šele občasno potrjuje ali pa jih sploh ne moremo množično potrditi. Ta deduktivnost pa je v laični predstavi pogosto povezana s predpisovalnostjo. Ob njej se pokaže še ena predstava. Da bi bil knjižni jezik, da bi moral biti knjižni jezik v pravopisu prikazan strožje kot v drugih priročnikih knjižnega jezika. Vendar ne gre za razlike v priročnikih, gre za razlike med jezikovnimi ravninami. Zapis prikazujemo strožje, bolj enotno kot na primer kolokabilnost. Oblike imajo eksaktnejša pravila kot skladnja. Seveda pa naj bi se vsi priročniki poenotili pri tem, torej ne glede na to, zakaj so specializirani, ali je kitajski zid pisan z malo ali z veliko in kako izgovorimo števnik 12 ali 12. Takšne dvojnosti knjižnega jezika, da bi se priročniki razlikovali pri opisu, bi bilo nemogoče strokovno utemeljiti. Nekatera poglavja so bila interno že revidirana, nekatere pomanjkljivosti odpravljena, druge pa čakajo na obravnavo. Predvsem pa je to pomembno, da na pravila gledamo kot na celoto, zato je nehvaležno vmesno razlaganje, kakšne bodo končne rešitve. Vendar naj vendarle navedem nekaj odločitev po reviziji. Prva je poenostavitev zapisovanja iz lastnih pridevnikov na ov, ev in in, kadar v zvezah samostalniki tvorijo strokovna in frazeološka poimenovanja. Torej gre za odmik od starejših razlag, ki so zaradi vrstnega pomena teh pridevnikov zahtevale zapis z malo začetnico. Druga je odločitev, da se uvede razlika med vzdevki, ki lahko kadarkoli in kjerkoli zamenjujejo neko lastno ime, in pa perifraznimi poimenovanji. To pa so tista, ki jih ne uporabljamo samostojno, ampak navadno ob imenu, kadar želimo z metaforo ali opisom ponazoriti lastnost, videz, kraj bivanja ali kaj drugega, recimo Goriški slavček ali pa Železna lejdi in podobno. Izločena bo Črna kraljica, ta je dejansko se ne potrjuje. Umaknem bo nesrečni doktor Fig, ki v taki obliki sicer živi, predvsem kot Prešeren obiskovalec otrok v slovenskih vrtcih, vendar je premalo značilen za pravila in bi bil lahko zavajajoč.
Četrta odločitev zadeva tip kralj Matjaž Dedek Mraz, kraljevič Marko. Uvedla sta veliko začetnico Breznik in Ramovš in potem so jo ponavljali pravopisi vse do Toporišiča, ko se je uvedla dvojnica, namreč zaradi uskladitve z vsemi drugimi takrat tudi že prisotnimi ribofaroni kot carjem Lazarjem in podobno. Po celovitem pregledu, torej da se obravnavajo tako nadangel Gabriel kot pa riba faronika ali sovica oka enotno, bo tudi poenotena mala začetnica jedrne sestavine pri kralju Matjažu. Peta odločitev zadeva mitološka bitja. Ponovno so bile pregledane skupine mitoloških bitij, individualnih, skupinskih in z malo začetnico pišemo poimenovanja skupin oziroma vrst bitij, kadar ne gre za konkretnega referenta. Torej, o znamkah in izdelkih smo veliko pisali in gre za več denotativna imena, ko pa govorimo o izdelkih, serijskih izdelkih, to je tudi v pravopisu in slovarju, je narejena med znamko in izdelkom ločnica in tudi v zapisu začetnice. Pri ženskih priimkih smo se odločili, da bo končna odločitev oprta na raziskavo, ki smo jo že se zanjo odločili, je že v teku. V tej fazi pa je mogoče poudariti nekaj izhodišč. Rabe Novak je rekla, niso spodbudili jezikoslovci. Konverzija moškega priimka v priimek ženskega spola, če je ta ob jedru ženskega spola, je predstavljena natančno v razpravah jezikoslovcev starejše generacije, o desnem prilastku Orešnik, Toporišič v Novi slovenski skladnji, posebej Križaj Ortar. Pojavljajo se interpretacije, da zvezo imena in priimka lahko primerjamo z zvezo Gora Triglav, v kateri je prilastek navadno nesklonljiv. Če sledimo ugotovitvam češke in slovenske skladnje, da jedro, ki označuje biološko živo, ni primerljivo z jedrom, ki označuje neživo, je taka primerjava neustrezna. Pomensko je Gora Triglav zveza, v kateri drugi člen identificira prvi člen, govorimo torej o vrsti, medtem ko je imenu Ivanka priimek Mežan dodeljen umetno. To ni nastalo v jeziku in sicer kot osebna onomastična sestavina. Ne gre za navaden desni prirastek, Orešnik jo zgodovinsko razlaga kot pripadnost. Torej, razumemo tudi, bomo videli, kako bo to raziskava pokazala, da se jezik spreminja na način, da so spremembe v njem pogojene z jezikom samim. Torej, govorci, ki tvorijo družbo, ki so aktivni v tej družbi, spreminjajo jezik na osnovi šablon, ki so že v jeziku. To je odraz njegove živosti. Od jezikoslovcev se pričakuje, da jezik dojemamo v vseh razsežnostih. V pravopisu 8.0 zaradi generacijskih in nazorskih razlik, ki jih opažamo, raba, ki jo slovar slovenskega pravopisa 2001 kodificira, omejena sedaj s pojasnilom, ki opozarja, da raba Novakova in pa Novak je rekla, ni sprejeta kot nevtralno enotno v vseh družbenih skupinah. In da je še druga, navadno rabljena ob imenu, poklicnem, vljudnostnem ali akademskem nazivu. Gospa, profesorica ali rektorica Novak. Slovenska teorija prevzemanja pa temelji na načelu, da pri osebnih imenih spol sledi naravnemu spolu. Izvor imena nima vloge, enako velja za priimke. Več pa v raziskavi torej. Zato se nam zdi pomembno, da to vprašanje obravnavamo tudi sistemsko in ne kot vprašanje neke trenutne vrednostne sodbe. Ob tem poudarjamo tudi, da odprtost kodifikacijskega postopka ne pomeni, da mora biti vsaka pripomba kar samodejno sprejeta. Pripombe so med seboj, če boste videli, saj jih bomo objavili tudi za ta zadnji sklop, prej so že bile, nekatere nasprotujoče si. Druge so utemeljene, strokovne, nekatere imajo zaledje v raziskavah avtorja ali skupine, druge ostajajo na ravni osebnega mnenja ali presoje. Torej, če se vprašamo, kako v znanosti delujemo, ni naključje, da mora prijavitelj znanstvenega ali pa raziskovalnega projekta navesti svoje reference,
pisno in dokazati, da je poznavalec področja. Zakaj bi bilo pri projektih ali pa pripombah na pravopis drugače? Torej, naloga naše delovne skupine je, da presojamo te pripombe glede na argumentacijo in to je to. Ne na provenienco tistega, ki jih prispeva. In še nekaj je zelo pomembno. Pomembno je konsenzualno odločanje. V nekaterih primerih pa se ta konsens razširi tudi na širšo skupino. Tako bo odločitev o pisanju krajevnih zemljepisnih imen potekala v dogovoru z geografi, kot je bilo tudi že do sedaj, če spremljate recimo objave v 70. letih, oziroma s Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Pri tem naj omenim še to, da pri odločitvi, kateri od predlogov, ki so bili predstavljeni v brošuri Živim v Bukovem vrhu pod Bukovim vrhom, kateri bo izbran za javno razpravo, ni šlo za kako tekmovanje ekip v okviru pravopisne komisije, kot bi lahko si predstavljali, ampak smo za končno fazo, za predlog izbrali tistega, ki je tehnično odpravljal izjemo. In to sledi praksam v primerljivih jezikih v tem prostoru, kar mnogim olajša, ne nazadnje tudi zaradi prehajanja mej in prevajanja. Odprava izjeme se nam zdi kar močen argument. Tudi ne nazadnje, na to se nas opozarja. Podobno velja za ime ali je Slovenska Istra ime ali ne. To ni v domeni pravopisa. Pravopis pove, ko ime imamo, kako naj se piše, kdaj naj se piše velika začetnica. O tem, katera poimenovanja ali imena pa imajo ta status, pa odločajo ustrezne geografske in upravne stroke. Pri Slovenski Istri gre trenutno za razlikovalni pridevniški dodatek ob imenu, pobudo za novo ime, ker gre za tudi dvojezična področja, pa morajo podpreti 4 občinski sveti slovenskih obalnih občin. In na to ta trenutek čakamo. Torej, še o nekaterih drugih pripombah ali interpretacijah. Ni nam jasno, zakaj bi moral sodobni pravopis nujno izključevati tudi kakšne opisne elemente. To ni več pravopis ali pa kodeks za visoko usposobljenega jezikoslovca vodnika. Uporablja ga izrazito širok krog uporabnikov, ki se ob posameznih, morda preskopih pravilih obračajo na jezikovno svetovalnico, citirajo pravilo, pa ne znajo tega interpretirati ali pa imajo težave. Zato smo izbrali drugačen pristop. Pravilo mora biti res dovolj kratko, da je uporabno, vendar ne tako skopo, da sproža neka nova ugibanja. Opisni elementi niso nasprotje norme, če so dovolj jasno umeščeni. Lahko pomagajo pokazati, kje je knjižna raba, kje so mejni primeri in kje gre za neknjižnost. Sodobni pravopis ne more biti samo seznam prepovedi, to so nas naučili, ne nazadnje, nas je to naučilo 4000 vprašanj v jezikovni svetovalnici, na katere smo odgovarjali, da uporabnike včasih zanima tudi zakaj. Kako bomo to reševali, bom pojasnila kasneje. Posebej zanimive so pripombe, ki so si med seboj v nasprotju. Prej je bilo omenjeno opomba, kaj vse ne spada v pravopis, tukaj imamo. Po drugi strani pa se pričakuje, da bo pravopis odgovoril na slovnične, stilistične, skladenjske zadrege. Tukaj vidimo, da bo očitno tudi zelo zahtevnemu uporabniku težko pojasniti, da pravopis ni neko odložišče za vse normativne težave, ki jih ima slovenščina tudi na drugih področjih, torej ali pa za stilistiko. Ne moremo pričakovati, da bo začel vključevati tudi opise skladenjskega ujemanja, vikanja, polvikanja. Taka vprašanja bi morda zajel kak jezikovni svetovalec, stilističnih priročnik, dovolj uspešno jih rešujemo tudi v svetovalnici. Naj povem, da se je slovnični del pravopisa že v izdaji iz leta 2001 funkcijsko zelo specializiral glede na prejšnje pravopise. Torej vključuje bolj tiste dele slovničnega opisa, slovnice, ki jih uporabnik razume, ki jih potrebuje za razumevanje pravil, se opravičujem.
Torej, zavedamo se, da so pričakovanja različna. Na eni strani si uporabniki želijo kratka, jasna pravila, na drugi strani pa tudi pojasnila in utemeljitve. Očitno je, da vseh pričakovanj z eno obliko priročnika ne bo mogoče uresničiti, da jim odgovoriti. Saj se spomnite te kritike pravopisa 2001, da govorimo o nepriročnem priročniku. Zato smo se mi odločili za večplastno rešitev. Prvič, ob znanstvenem pravopisu bo pripravljena tudi kratka, skrajšana izdaja za uporabnike, ki ne potrebujejo toliko strokovnih pojasnil. Drugič, terminološke razlage bodo dobile svoje mesto v slovarčku izrazja. To se zdaj že dogaja, kar najdete v peresih pogosto. S tem roko na srce odpravljamo še eno zamudništvo v okviru naše stroke, torej na področju izrazja. Tretjič, ob pravilih bo izšel tudi komentar, iz katerega bo razvidno, na katere raziskave, gradivo in načela se opirajo posamezne rešitve. Takšni komentarji so v drugih normativnih okoljih nekaj običajnega, morda poznate komentarje, ki izhajajo ob posameznih zakonskih besedilih. S tem želimo vzpostaviti razliko med pravilom, pojasnilom in strokovno utemeljitvijo. Uporabnik, ki bo potreboval hitro rešitev, bo lahko posegal po kratki izdaji. Uporabnik, ki želi razumeti ozadje, bo imel na voljo razlago, strokovnjak, ki bo pa želel preveriti argumentacijo, bo imel na voljo komentar. Torej, pravopisna prenova ni enkratno dejanje in ni zaprt kabinetni postopek. Je dolgotrajen proces, v katerem se prepletajo izročilo, sistem, raziskave rabe, javna razprava in pa strokovni konsenz. Javna razprava zato ni neka motnja v tem postopku, v katerem bi pravzaprav jezikoslovec moral podati neko vrhovno mnenje o vsem, ampak je njegov sestavni del. Tudi pripombe niso dokaz, da je ta postopek spodletel, nikakor. Temveč je dokaz, da je ta diskusija res odprta. Hkrati pa odprtost nikoli ne sme pomeniti odpoved strokovni presoji. Torej, cilj pravopisa 8.0 ni biti pravopis, ki bi zgolj popisoval vse, kar se pojavlja v rabi, in tudi ne pravopis, ki bi kazal mišice in brez pojasnil zapovedoval. In če se vrnem na začetek, predlog pravil ni premiera, je generalka. In zato je zdajšnji čas namenjen temu, pregledu, usklajevanju, popravkov in pripravi pravil, ki bodo zdržala strokovno, pedagoško in javno rabo. Da je takšna praksa uveljavljena v srednjeevropskem prostoru 21. stoletja, pričajo tudi take sveže monografije, ki primerjajo metode in izhodišča. Slovenski prostor se z opisanim postopkom kar enakovredno vključuje med te pravopise, ki so recimo češki, hrvaški, poljski, slovaški, in lahko rečem, da zelo enakovredno in pa tudi uspešno. Tako da hvala lepa. Lep pozdrav vsem. Pravopisni konsenz ni le dogovor znotraj jezikoslovne stroke, kot se zlahka zazdi komu, ki prenovo pravopisnih pravil opazuje od strani. Gre tudi za širše demokratično soglasje in skupno prizadevanje za uveljavitev predpisa, ki nastane v standardizacijskem postopku. Ta družbeni vidik je pri nekaterih pravopisnih temah nekoliko v ozadju, pri drugih pa je bolj očiten. Eno takšnih vprašanj, pri katerih se nazorno kaže vpetost pravopisa v delovanje družbenih podsistemov ter prepletenost pravil oziroma norm in tudi praks na različnih področjih življenja in delovanja, so okrajšave, ki jih Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje kot oznake gospodarskih družb, torej vse tukaj navedene. Aktualni pravopis je postavil nedvoumno kodifikacijo. Piše se jih s presledkom za vsako okrajšano besedo, torej sledimo krovnemu pravilu za pisanje okrajšav večbesednih zvez.
Kljub temu pa so v zakonskih besedilih in na vladnih spletnih straneh vse te okrajšave pisane stično, takih je tudi večina vpisov v poslovni register Slovenije. Zakon nalaga, da mora družba pri poslovanju na to uporabljati firmo v obliki, kot je vpisana v register, kar recimo pomeni, da je lektorska praksa dvotirna. Ko gre za jezikovni pregled, na primer finančnega poročila, lektorice in lektorji po lastnih besedah upoštevajo zapis iz registra, v pravno neobvezujočih besedilih zapisujejo presledke. Za pisanje skupaj obstajajo še nekateri drugi mogoči razlogi, če pustimo pravno prakso in nepoznavanje pravopisnega pravila za hip ob strani. Za razliko od drugih okrajšav jih lahko in tudi jih pogosto beremo črkovalno, torej jih ob branju ne razvezujemo, ampak rečemo kar SP-DOO. Lahko jih sklanjamo, SP-DOO-ji, tudi tvorimo množinske oblike, ali pa celo leksikaliziramo in uporabimo kot podstave novih tvorjenk, kakršna je mikro-SP v tem izrezku iz časnika Delo. Vse to bi lahko govorilo v prid pisanju skupaj, vendar so teč po pripombah v javni razpravi to ni prevladujoče mnenje uporabnikov, čeprav so ga, kot vidite, tudi izražali. Več kot predlogov za pisanje skupaj ali za uvedbo dvojnice je bilo namreč mnenj, da je treba dosledneje uveljavljati obstoječe pravopisno pravilo. Celo do te mere, da je nekdo zapisal, naj pravopis določi, da sprememba zapisa v nestičnega ne spremeni imena družbe. Ker te moči pravopis kot tak nima, bo treba ob uveljavljanju brez izjemnega pisanja okrajšav gospodarskih družb s presledki bolj sodelovati z drugimi vedami in področji. Povabljeni smo že bili k sodelovanju pri prenovi nomotehničnih smernic, treba bo najti še kakšno pot do sprememb v zakonskih in drugih vplivnih besedilih. Pri poglavju okrajšave so se pripombe v javni razpravi zgostile še ob nekaj drugih vprašanjih, zlasti pri kraticah. Pogostnost njihove rabe tako v pisanju kot v govoru je v zadnjih desetletjih izrazito narasla. Njihova pravopisna obravnava doslej pa ni bila zadostna. Glede sklanjatvenih vzorcev in tvorjenk iz kratic so informacije v SP 2001 zelo skope in mestoma nejasne, kar je v rabi povzročalo različne interpretacije in dvome. V prenovljenih pravilih poskušamo sistematično urediti njihovo pisno sklanjanje, ki pri nečrkovalnih kraticah s končnim samoglasnikom, tip UNESCO EATA, zaradi poseganja v osnovno pisno podobo povzroča pogost prehod med navadna lastna imena in občna poimenovanja, ki jih vidimo v svetlejši modri barvi. Vendar se taki zapisi z velikimi črkami vseeno pojavljajo v besedilih in iz njih tvorimo tudi svojilne pridevnike. Pri zapisu teh prihaja do težav in dvomov. Nekateri dodajajo okrnjeno ali celotno obrazilo za vezajem, kot vidite tukaj. Drugi, in teh je občutno več, pa svojilno obliko tvorijo po analogiji sklanjeno. Tako rešitev kot redkejšo predlagamo tudi v pravilih, da torej za besedotvorno podstavo na mesto, kjer je pri sklanjanju črkovno spremenljivo sklonilo, tudi obrazilo zapišemo z velikimi črkami. Takih primerov je v gradivu, kot vidite, nekaj. Več pa je pri tej skupini po pričakovanju seveda tvorjenk iz lastnih imen nastalih iz kratic, številke v preglednici so dovolj povedne. Nove so tudi poimenovalne enote, nove glede na preteklo kodifikacijo, sestavljene iz kratice in številke. Po preverbi dodatnega gradiva se kaže, da gre za vsaj 3 podtipe. Kratice, ki jim sledi številski dodatek v funkciji oznake zaporedja, v teh primerih gre za zapis s presledkom. Potem za kratice, ki so del oznak pravnih besedil, na primer zakonov, pri teh je številka zapisana z stičnim vezajem. In pa za kratice, pri katerih je številka na začetku, v tem primeru se ta piše stično s črkovnim delom, najbolj znana gotovo je vsem 2 TDK, pojavljajo pa se in obstajajo tudi druge. Še beseda o kratkopisnih krajšavah in podobnih kombinacijah pisnih znamen. Res, da gre za značilnosti neformalnega sporočanja, ki so torej izven knjižnega jezika in dosega kodifikacije. Vendar, če se uporabljajo v imenih, kot je Mi2, in če se kot odraz žanrske raznolikosti sodobnega pisanja vključujejo v leposlovje, kakršen je zapis
srca z dvema pisnima znamenjema, se mora tudi knjižni jezik z njimi nekako spopasti. Več o tem, zakaj so v pravilih opozorila na neknjižno, pogovorno in tudi tuje, smo nekaj že slišali. Dodal pa bo gotovo še kaj tudi dr. Peter Weiss, ki me bo nasledil za govorniškim pultom. Hvala. Pozdravljeni. Pripravil sem spis z naslovom Zakaj se pravopisi sklicujejo tudi na neknjižne prakse. V jezik dobivamo novosti s kombiniranjem tistega, kar je v jeziku že registrirano, z besedotvornimi postopki, česar je veliko manj, kot opisuje slovnica, ki nas uči pravzaprav, kako so besede, nove besede, besedotvorni produkti sestavljeni, na katere načine jih dobivamo, ni pa to toliko živo, da bi lahko rekli, da pa zdaj novo besedje produciramo z slovnico v rokah. In največji delež novosti pa pride v jezik s prevzemanjem iz neknjižnih zvrsti in iz tujih jezikov. Stvarni in pojmovni svet se širi tudi v naš jezik iz vplivnih jezikov. To je znano, kot je angleščina. In iz nje lahko prevzemamo in bolj ali manj prilagajamo. Obseg občnega besedja se sicer veča, vendar pa je veliko večji dotok iz na videz neskončnega bazena lastnih imen, iz lastnoimenskega bazena. To je največja razlika med slovarjem slovenskega knjižnega jezika, ki je zajel večinoma, ne brez izjeme, ampak večinoma občno besedje. Na drugi strani pa imamo pravopis, ki bolj ali manj, to je odvisno od širine zajetja občnega besedja, upošteva občno, na drugi strani pa se posveča predvsem lastnim imenom, potem pa tudi kraticam, krajšavam in podobnemu. V pravilih pa seveda na neabecedni, neslovarski način upošteva ločila, simbole in podobno. Tu je pač treba v pravopisu izkoristiti pravila, ki delujejo z roko v roki s slovarskimi sestavki, če so taki sestavki seveda lahko ubesedeni in razvrščeni po abecedi. In tako kot SSKJ na eni strani prikaže oblikoslovne lastnosti posameznih besed, ki so zajete v slovarju, recimo 15.000 ženskih samostalnikov, ki se končujejo na A, se obnaša tako kot samostalnik lipa in potem za lipo dobimo v uvodu pravilo, kako se sklanja. V samem slovarju so pa stvari specificirane, je to pravilo specificirano. Po drugi strani pa iz specifikacij prihajamo do generalizacije. Pri pravopisu ni nič kaj dosti drugače.
Čeprav je slovaropisje težavna dejavnost, finomehanična, lahko pove ogromno, prav tako pa je težavno vse posameznosti zvesti posplošujoče. Vikanje in tikanje v slovarju slovenskega knjižnega jezika je recimo na tistem omejenem prostoru 2-3 vrstic, ki pridejo v slovar, obravnavano veliko bolje kot je bilo v prvi izdaji Toporišičeve slovenske slovnice leta 1976. Profesor je pozabil, da ne gre samo za prestavljanje položajev v množino, ampak da je treba povsod uvesti tudi moški spol. SSKJ ima to zapisano, medtem ko je slovnica ta podatek pridobila šele v ponatisih, kar je dobro in seveda tudi edino prav. V partizanskem pravopisu iz leta 1945 je upoštevan Breznikov in Ramovšev pravopis iz leta 1935, takrat je bil star torej 10 let. Kot novost pa je bila grajana in zavržena navada, da se deli sestavljenih imen pišejo z veliko začetnico. Vsak od delov Narodno-osvobodilna vojska. Takrat so pisali Narodno-osvobodilna še z 2 besedama in vse te 3 enote so bile pisane z veliko začetnico. To je lahko spoznanje, ki govori tudi o našem prizadevanju, pa kakor je po pameti čisto dobro in lahko, tudi sam ga večinoma zagovarjam, da bi pisali večbesedna lastna imena, krajevna imena slovenska, vsa z veliko začetnico. Vmes smo v začetku 70-ih letih šli v polovično rešitev, tako da Gornji grad zdaj pišemo v obeh delih z veliko, medtem ko vas in tako naprej, to poznate, z malo začetnico. Leta 1945, na koncu druge svetovne vojne, ko so bili vsi z mnogimi drugimi skrbmi, je ta pravopis zapisal, da tolikšna količina velikih začetnic deluje neestetsko. In to se uveljavlja tudi v naši praksi, ko vidimo, da kakih zakonov, pravilnikov in tako naprej, tudi Ustave Slovenije, ne pišemo z veliko, pa čeprav vemo, da je to en sam edini dokument, neponovljiv in da bi moral imeti veliko začetnico, ker bi potem v uradnem listu imeli že celo poplavo takih zakonov, sploh ko pride do besedovanja o tem, da en zakon odpravlja drugega in v branje recimo časopisa, kot je Delo, ko se pripravlja kak nov zakon ali njegova novela, lahko postane slabše pregledno. Primer. Pri pisanju pridevnika avstro-ogrski z vezajem, drugo vprašanje je, da pridevnike zelo radi pišemo pod angleškim vplivom, zdaj tudi že z veliko začetnico, in v nekaterih zvezah
ki se začnejo s evropski ali slovenski, podvomimo, ali je slovenski zapisan z veliko, zato ker se ustanova ali kaj takega piše z veliko začetnico, ali zato ker je pišoči spregledal, da se slovenski, evropski piše z malo začetnico. No, pri avstro-ogrski pa je v knjižnem jeziku prišlo do izjeme, da se pridevnik piše z vezajem. In to zaradi samostalnika Avstro-Ogrska, kjer zaradi velikih začetnic v posameznih delih moramo pisati vezajček. To spoznanje nam pride prav pri obravnavi pridevnika evroatlantske povezave. Angleži bodo seveda pisali euro in atlantski, Euro-Atlantic, v obeh primerih z veliko in seveda morajo vmes pisati vezaj. Pri nas evroatlantske povezave pišemo brez vezaja, zaradi tega, ker je tisti evro pojmovan v tej sestavljenki, priredni sestavljenki tipa 2 in 2, ravno tako kot psihofizičen in podobno. Če bi pisali psihično-fizičen, to pomeni, ker prvi del izkazuje slovensko besedotvorno sestavino, potem je vezaj nujen, obvezen. V slovnici se občna poimenovanja mesecev, v slovenščini se občna poimenovanja mesecev pišejo z malo začetnico. V angleščini pa se imena mesecev pišejo z veliko. Kdaj to udari tudi v naša besedila in zaradi splošne seznanjenosti mlajših generacij z angleščino bi mislili, da je stvar čisto jasna. V angleščini je tako, v slovenščini drugače in to se enostavno izključuje. Ampak v slovenščini velikokrat dobimo mesece zapisane z veliko začetnico, ravno zaradi angleščine. Poleg tega, da nam za piko v datumih Word spremeni začetnico meseca v veliko, kar je napaka angleških programerjev, ki so mislili, da pika lahko zaključuje samo posamezne povedi, niso pa upoštevali, da imamo mi to posebnost, da se vrstilni števniki v slovenščini pišejo ali pa v kakih drugih jezikih pišejo s pikami, v angleščini se, to poznate, st in podobno in do takega položaja sploh ne more priti. Če v pravopis vtaknemo kako tako spoznanje, kak tak napotek, lahko marsikateri konflikt z angleščino. In zato imamo ustrezna telesa, ki nadzorujejo rabo slovenščine v javnosti in ugotavljajo, da je angleški vpliv zelo velik, lahko kaj od tega že odbijemo. Nič hudega ne bo, stvari ne bodo slabše in taka navodila se da samo preskočiti. V primerjavi s prejšnjimi pravopisi imamo zdaj možnost povedati o neknjižnih pojavih veliko več z označevalniki in z
označevalniškimi ali kvalifikatorskimi pojasnili. Nismo omejeni samo, kot so bili prejšnji pravopisi in križ Božji. Tudi pravopis iz leta 2001 je poleg kvalifikatorjev, ki so bili zastavljeni čisto dobro, čeprav z nekaterimi nihanji glede na SSKJ, je uporabljal tudi črno piko, ki je pa z pedagoškega vidika slaba, zato ker ljudje potem mislijo, da je tista beseda zelo priporočljiva ali postane upadljiva in na ta način mislijo, da je dobila kako posebno veljavo. To sem slišal včasih že od kakih uporabnikov. In način obravnave besedja, besednih zvez in podobnega, tako rekoč vsega pravopisnega, vključno z ločili, s kvalifikatorskimi pojasnili in kvalifikatorji, je zelo dobro sprejet v slovarjih, ki jih žal imamo premalo, je potem tudi te rabe premalo, ampak nedvomno je to prava pot. In zadnjih 50 let imamo to možnost in pravopis jo mora izkoristiti. In če opisujemo, če s tem uporabniku damo vedeti, da ga upoštevamo kot človeka, nazaj pa potem lahko dobimo samo še bolj natančna vprašanja, ki jih bomo rešili potem v naslednjem pravopisu. Zakaj pa ne? Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem skupaj. Govoril bom kot nekdanji študent, tudi v Pragi, Zagrebu, ne samo v Ljubljani, predvsem pa kot sedanji profesor na Filozofski fakulteti in raziskovalec slovenskega jezika, še posebej pravorečja in normativnih vprašanj. In seveda tudi član ožje pravopisne komisije od leta 2013. Na klic, to moram dodati, mogoče vseeno za zgodovino, na klic profesorja dr. Marka Snoja. Tako da to sem si vzel takrat kot veliko čast in sem tudi, kolikor mi je čas dopuščal, z vso energijo in strokovnim znanjem sodeloval pri pravopisnem delu. Na koncu se vrnem k temu delu. Na začetku bi sedaj izpostavil mogoče nekaj pojmov. Mene je vrnilo to nazaj v leto 1998, ko sem poslušal predavanja pri profesorici doktorici Ivi Nebeski, skoraj da individualna predavanja. Od tam mislim, da večina črpa jezikoslovcev tako ali drugače normativistično teorijo. Rad bi izpostavil, da pomen kodifikacije gledam kot zunajjezikovno znanost, ki pa seveda vpliva na jezik preko uporabnikov. To smo v drugih besedah tudi slišali že predtem. Rad bi izpostavil drugo definicijo in pomembnost. Torej, kodifikacija mora biti čim bolj sinhrona z normo. To je zelo pomembno in tudi, da kodifikacija stabilizira in spodbuja normo. Torej, od norme pridemo pol do rabe. Tu je nekaj citatov, zanimivi so z tega stališča, ker v bistvu govorijo o tem, da je bil to zelo pomemben proces, ko so se začeli ukvarjati s knjižnim jezikom v 30 letih, praška funkcijska lingvistika. Takrat so morali prav pripraviti poseben program skrbi za knjižni jezik. Zakaj je to pomembno? Ker dejansko je bilo potrebno takrat knjižni jezik šele utrjevati, kot tudi narodni jezik. Danes slovenščina, hvala Bogu, bomo kar rekli tega v tej smeri, da bi morali mi tako odločno s kodifikacijskimi postopki zahtevati pravila in tudi navodilo, ki je bilo lastno praški lingvistični šoli, da je samo enovariantna
kodifikacija, to vsekakor danes ni več potrebno, pa že takrat so praški jezikoslovci vedeli, da to ni tako. Bomo prišli še do enega gospoda, ki je o tem dosti govoril. Zdaj, da se malo iz Prage vrnemo do Toporišiča. Že Toporišič je izpostavljal, da norma ni enako kodifikacija. Zelo dostikrat je izpostavljal profesor Toporišič, tukaj imate njegov citat z leta 1977 na slavističnem kongresu, torej mednarodnem slavističnem kongresu, je izpostavil, da seveda kodifikacija ni enaka normi in vedno odraža normo z zamikom. Zato pa moramo, da zdaj takoj tukaj dodam, zato pa mi jezikoslovci moramo oblikovati pravila in izdajati kodifikacijske priročnike. To mogoče včasih pozabimo na to. In tukaj na koncu bom prišel do tega dela, pri katerem smo vsi skupaj bili. Torej, to je nujna zadeva in proces, ki se mora zaključiti. Kar bi rad izpostavil, mogoče en vidik, Toporišič je tu jasno povedal, da je norma kodifikacija nekaj, kar ni enako. Je pa potrebno povedati, da seveda mi preko kodifikacije iščemo nek ideal. Ga iščemo. Sedaj imamo mnogo sredstev, da se mu lahko zelo približamo. Tole, kar je že 1940 rekel Mukaržovski o spontanem soglasju pripadnikov iste skupnosti, to, da bi nekaj bilo povsem spontano, to je ideal, ki ga seveda mi iščemo, ampak ali ga lahko dosežemo, odgovor je v bistvu neposreden. V jeziku, sploh slovenskem, tako razslojenem, tako geografsko kot tudi funkcijsko, ne moremo mi nekega popolnega soglasja doseči. Moramo pa k temu težiti in moramo predvsem se zavedati tega. Knjižni jezik je skupni način izražanja narodnega občestva, so takrat rekli. Zdaj bi verjetno rekli vseh uporabnikov slovenskega jezika. Včasih je bil poudarek na narodu, sedaj je to malo manj. In Matezijus pa je nam jezikoslovcem tole povedal, anglist. Rekel, neresnična je domneva, da je pri vprašanjih jezikovne kulture nujna diktatorska moč jezikoslovcev. Ale je gre dol. To se je potrebno zavedati ves čas. In to bi rad izpostavil, da to se je, tega smo se zavedali tukaj pri ustvarjanju pravopisa 8.0, kjer nismo hoteli jezikoslovci kar tako določiti. Jaz kot profesor recimo na fakulteti moram bistveno odločneje včasih študentom povedati, tako je prav, drugo je rezervna varianta. Redko pa rečem, prepovedano je, oziroma skoraj nikoli ne rečem, jih učim, da sami razmišljajo, sami opazujejo samo stvarnost, znotraj katere živijo. Ampak vsekakor se pa odločim na koncu kot jezikoslovec. Moram se. In to je, zdaj sem tu namerno imenoval, vse sem dal, zdaj danes je to v javnosti problematično, če ljudi našteješ, kot smo zadnjič pred parlamentom, da sem malo aktualen, slišali, ko si jih imenovali, ampak jaz to ne dajem kot primer, zdaj tej so krivi. Ja, krivi so za nekaj dobrega. Predvsem pa govorim o čem? Številka. 20 znanstvenikov. 20 znanstvenikov, ki se vsi po vrsti ukvarjamo z najrazličnejšimi vprašanji normativistike, govora, zapisa in tako naprej. In tu je 20 znanstvenikov tudi v širšem sestavu, ki potem dodajo svoje pripombe, so dodali svoje pripombe, seveda pa, kot je rekla vodja naše pravopisne komisije, predsednica, bom kar tako rekel, čeprav me včasih krega, tako rečem predsednica, se pravi izredna profesorica doktorica Helena Dobrovolc, na koncu se moraš odločiti, moraš vse argumente dati na mizo in potem se je ta ožja pravopisna komisija nekako uskladila in pripravila to, kar sedaj imamo. Seveda se bo stvar še dopolnjevala, popravljala, urejala, ampak rad bi izpostavil naslednje. Sodelovanje širše javnosti je bilo tukaj zagotovljeno. Kakorkoli bo kdo to obračal, bili so posveti, bilo je dosti posvetov. Šlo je za dolgotrajen, premišljen proces, zato sem omenil leto 2013. Po 25 letih od izida pravopisa 2001, mislim, da slovenska javnost
rabi, zasluži objavo tega pravopisa. Vse drugo bo pomaknilo preveč nazaj. To je moje stališče kot profesorja in tistega, ki se ukvarja z izobraževanjem ne samo na univerzi. Tu moramo pač seveda se zavedati, da vse ni idealno, ampak bi opozoril na zgodovino. Slovenski pravopis 2001 se verjetno še spomnite, jaz sem takrat bil zelo mlad asistent na fakulteti, sem tudi bil na takratnem soočenju na Radio Slovenija 2002. Tisto je bilo zelo, zelo hudo. No? Toborišič, profesor, je takrat miril javnost in tudi znal stopiti korak nazaj, bil pa je deležen hudih napadov. To bom vseeno povedal, je bil tudi moj sostanovalec v kabinetu, zato nisem čisto objektiven, sem tudi seveda subjektiven, ampak je potrebno povedati, da logično je, da nismo vsi zadovoljni, ne bodo zadovoljni to, kar bo na koncu nastalo, je pa tik v, kako bom rekel, prej je bila metafora, pa mogoče, da s tem zaključim. Pravopis 8.0 je odraz tega časa, ki ga živimo. In če je generalka, potem se načeloma po generalki zgodi premiera. Generalke, ki jih sam poznam v gledališču, so načeloma pripravljene izjemno natančno, tako da se potem samo še malenkosti spreminjajo. Seveda pa, kot jezikoslovec, tako že in s tem zaključujem, seveda lahko sedaj sproti prenavljamo pravopis 8.0. To je ena možnost. Digitalnost nam to omogoča. Lahko se tudi začnemo ukvarjati, mislim, da nisem dal gor, sem samo v mailu zapisal, s pravopisom 9.0. To je možno. Takoj začnemo in se pripravlja nova stvar, mora se, zdaj pa govorim kot profesor, mora se začeti nova stvar. Ampak ta pravopis je odraz tega časa, bo v rabi 10, 20, 25 let, kot je bil pravopis 2001. Tako je moje stališče, tako so moje izhodišča in takšno je moje tudi teoretično znanje, ki sem ga pridobil iz svojega študija in izkušenj. Zdaj mogoče čisto na koncu bi samo to rekel, da res dajmo potem tudi poseben poudarek na to, da se bodo pravila, ki bodo potem usklajena, urejena, izdana v javnosti, primerno predstavljala. Ker to mislim, da slovenski prostor potrebuje in tu seveda razprave so v redu. Mi smo naredili takrat tudi posebno izdajo slavistične revije po izdaji pravopisa 2001. Zdaj bom se vrnil nazaj k profesorju spet. Ogromno kritik je bilo, ampak 2001 pravopis je svojo funkcijo odigral. In upam, da se bo isto zgodilo s pravopisom 8.0. Hvala lepa. No, moj prispevek se pa bi nekoliko navezal na to, kar je bilo omenjeno na prejšnje kolokvije pravopisne in hkrati bi poudaril to, da kar se meni zdi za kar sem bil tudi najprej pritegnen, potem so še druge stvari se prišle, bistvenih prispevkov pravopisa 8.0, da so, mi rečemo, preglednice za prevzemanje iz tujih jezikov, čeprav to so mnogo več kot preglednice, to bi lahko rekel, so že skoraj celi elaborati za neko osnovno seznanjanje z jezikom, recimo, da bi delali nek osnovni jezikovni izpit, to se ugotavlja tudi na predavanjih, dobite tam podatkov že nekje, recimo, kar dobro polovico, če ne še več, in to se mi zdi kar en bistvenih prispevkov. No, kar nas najbolj zanima danes je, ko prevzemamo iz tujih jezikov, prej ali slej trčimo vprašanje, kako pa z naglasom. Jaz bi se zdaj na nekaj slovanskih se osredotočil. Zakaj? Ker tukaj, ko njihove elemente hočeš, nočeš, prepoznavamo ali pa so nam blizu in jih nekako imamo bolj ali manj za svoje, potem nastanejo tudi razne težnje, da bi jih tako posvojili, da bi jim tudi svoj naglas dali. In zdaj kako s tem? Skratka, mi vemo in tudi v vseh teh preglednicah povemo, kakšna so pravila v konkretnem slovanskem jeziku in potem skušamo naglasno mesto uskladiti s slovenskim sistemom.
jezikovnim sistemom knjižnega jezika, če le ustreza. Recimo, tukaj je primer iz poljščine, kjer je večina zadev naglašenih na predzadnjem zlogu, kot je recimo Šenkevič, Gonjonc, Češkovski in tako naprej, kar Slovencu ne predstavlja težav. Prej sem tudi kolega Tivadar slišal, ko je rekel Mukažovski, ga je bolj tja postavil, bolj na predzadnji, čeprav bi ga moral češči načeloma na prvi, tako da to Slovencu predzadnji zlog je dokaj domači bliz. Ja, tako, se opravičujem. Je pa seveda v poljščini takole, v redu, s tem nimamo težav. To brez skrbi lahko večinoma rečemo, da ja, da nam gre. Se pa v poljščini dogaja, predvsem pri samostalnikih moškega spola, da ker mora biti na glas vedno na predzadnjem zlogu, se pri pregibanju premika, tako kot imamo mi, prej smo slišali občnem, premiči na glasni tip, ki pa je vendar v slovenščini omejen, recimo človeka pri zakon že kolebamo, lahko zakona, skratka mnogo premalo je vendar občnem beseda tega premičnega tipa, da bi mi kar rekli, ja, zdaj pa če Poljaki to delajo, bomo pa tudi mi premikali pri teh prevzetih. Mi tukaj vendar rečemo, ko prevzam recimo, kaj se vem, Šenkjevič, potem ko sklanjamo Šenkjeviča, ne Šenkjeviča, kar bi naredili Poljaki. Čeprav verjetno pri poznavalcih poljščine bi tudi to slišali, ampak mi bi vendar rekli, predzadnji zlog in potem seveda pri pregibanju to postane predzadnji. Se pravi, ravnamo se po imenovalniku, ne bi pa tega počeli, kar počnejo Poljaki naravno. Ker v sistemu občno-imenskega in premičnega naglasnega tipa vendarle premalo, da bi to bilo mogoče. Potem pri vzhodnoslovanskih, tukaj bom dal primere iz ruščine, beloruščine in ukrajinščine, da boste videli, da vse skušamo čim bolj sistemsko, se pa pojavi drugo vprašanje. Te jeziki vsi vzhodni imajo načeloma prosto naglasno mesto, seveda so neke zakonitosti, jasno, ki se jih tudi zgodovinsko da izpeljati in utemeljiti, ampak povprečni uporabnik jih ne pozna. No, imajo pa seveda nekaj, ker slovenščina je imela pretežno umik in naglaševanje na končaju danes stilno nezaznamovano, večinoma v slovenščini več ne obstaja stilno nezaznamovano, medtem ko je v vzhodnoslovanskih jezikih to neka najbolj običajna zadeva. In podobno recimo, kot se dogaja v poljščini, Mihail Bahtin, recimo, to bi Slovencu še šlo, čeprav tukaj ponekod obstaja tudi dvojnica v slovenščini, smo tudi se sliši Bahtin in nekateri tako izgovarjajo in se to tudi pojavlja, ampak ko se v ruščini to sklanja, imate recimo Bahtina, skoči tam na končnico. Tega pa v slovenščini ne bi počeli. Se pravi, priporočil bi Bahtin, v redu, če Bahtin, ampak Bahtin in potem tam stane Bahtina. Podobno recimo, če imamo testelec, v ruščini skoči testelca, izpade in skoči na končnico, v slovenščini tega ne počnemo, je potem testeleca. Ostane tam, kjer smo pri imenovalniku. Kar se tiče pa končniškega naglaševanja, vemo, to so cele skupine, recimo v ruščini imamo Moskva, tudi potem tam Turkmenistan, Kaliningrad in tako naprej, posebej pa ta tip, kjer so samostalniki ženskega spola z naglašeno končnico. Mi tu kaj naredimo? Na glas umaknemo za en zlog in potem lepo sklanjamo po ženskem spolu. Ne, normalno, se pravi, ne Moskva, kakorkoli, ampak Moskva, ki je seveda mimogrede tudi eksonim v zapisu, in potem zadevo ustrezno sklanjamo. Je pa to še več takih primerov, in zdaj tukaj je tako, to, kar bi od slovenskega občutka odstopali, mi ekstra navedemo in povemo, kako je tam, in če sklanjanja ne ovira, lahko tako ostane, ampak vendarle opozarjamo, da bi tu Slovencu zvenelo nenavadno in da ni nič narobe, če potem na glas postavi en zlog za tem, kot je tam. Podobno velja za beloruščino. Tukaj so posebno zanimiva tale morfemski sklop, tale naslov, kot je, mi poznamo Jaroslav pa Stanislav in postavljamo na glas na prvi zlog. Se pravi, Jaroslav, Stanislav, v beloruščini, tudi v ukrajinščini, ruščini, kjer so, ampak za beloruščino in ukrajinščino so sploh zanimiva, pa naglašajo to na zadnjem zlogu. Pri njih je Jaroslav in Stanislav. In zdaj mi bi tukaj tako rekli, poglejte, mi smo povedali, kako je tukaj in to predlagamo, ker pa vemo, da ta imena so poznana tudi v slovenščini, lahko da po posredništvu prevzeta iz vzhodnoslovanskih, ampak vendarle že tako uveljavljeno, da obstajajo z naglasom na prvem zlogu, tukaj podamo dvojnico. Tam, kjer predvidemo, da bi Slovencu na glas drugje, kot je vajen, vendarle deloval nenavadno. Potem, ko imamo take primere, kot recimo, to bomo bolj pri ukrajinščini, kot recimo Dnjapro, te, ki so končniški, pa so moškega spola, če
naglas ostane tam, kjer ostane na končnici, potem dodamo j, sklanjamo s podaljšavo in seveda samostalnik ostane moškega spola. Je pa recimo pri ruščini, ta imena, kot jih poznamo Ivan, pa posebej Ilja, tam je Ilja, mi pa tudi Iljo poznamo, ne samo iz ruščine, tudi od drugod, in da lahko sklanjamo, tam pa umaknemo. Skratka, pri teh na A, če želimo sklanjati po ženskem vzorcu, potem moramo na glas umakniti za en zlog, tudi pri španščini recimo, pri španski smo to ponekod naredili, tako da to ni samo v slovanski, Bogota recimo, da umaknemo, da lahko sklanjamo in isto naredimo tukaj. Če pa ostane na glas končniški, potem naredimo podaljšavo z j in sklanjamo kot da gre za samostalnik moškega spola. Zadeve, kot recimo, ko imamo v beloruščini staro sjalo, se pravi, da staro, da je na glas tam na končnici, tudi v teh primerih na glas za ustrezno sklanjanje umaknemo za en zlog, staro sjalo, lahko recimo celo še sjalo, da dobimo potem samostalnik srednjega spola in potem ustrezno sklanjamo. Se pravi, če bi imeli staro sjalo, jaz ne vem v resnici, kaj bi Slovenc tukaj naredil, če bi na glas tam pustila, bi ga pri pregibanju umaknil ali ne, zato mi raje že imenovalniku rečemo, umaknemo staro sjalo, da bi potem to ustrezno sklanjali starega sjala. Da čim bolj se približamo tudi po sklanjatnem vzorcu, če gre jeziku odkoder vzamemo. Ker veste, pač v slovanskih je še to vprašanje, da mi primerjamo ne samo imenovalniške oblike, ampak naše pregibnostne z njihovimi. Skušamo tudi tukaj priti skupaj, kolikor gre. Se pravi, dokler slovenskemu sistemu, dokler je za slovenski sistem to sprejemljivo, seveda pa moramo za to občasno narediti kakšno naglasno prilagoditev. Ja, je pa bi omenil pri beloruščini še eno stvar. Veste, da pri ruščini ruska pisava je vendarle nekoliko, je morfofonetična in je starejša, prej bila kodificirana, tam že konec 17. 18. in potem s Puškinom, kot beloruska, ki je stvar prve polovice 20. stoletja. No, in to, kar se v ruščini akanje, ikanje in te pojavi fonetični, se ne zapisujejo. In mi prevzemamo po zapisu. V beloruščini se pa akanje in jakanje, ki je pojav, sorodno z ruščino, pa se tudi zapisuje. In zdaj kaj? Pač tukaj enostavno bomo kar rekli po liniji najmanjšega odpora, ker beloruščina to zapisuje in je zapis tak in tak zapis vidimo, potem tudi mi to, čeprav gre za iste pojave, ki ga v ruščini torej ne prevzemamo, ker ni zapisan, v beloruščini pa je, tu pa zapis prevzamemo in s tem pojav akanja, jakanja. Tako recimo Jaroslav, pa potem Pratasevič, pa Aleksandr, Svetlana in tako naprej. V praksi, da kar povem, se pogosto dogaja, da imate te beloruske ustreznice kot nek meta podatek. Rečete Aleksandr Lukašenko, mimogrede belorusko se temu reče Aleksandr Lukašenka. Se pravi, taka je gradivna praksa, ampak vendarle, ko mi govorimo o beloruščini, bomo jasno povedali, kako je tam. Ja. In podobno, ko imamo to moško pridevniško končnico, recimo, že prej smo imeli pri srednjem spolu, če je naglašena končniško, recimo v beloruščini stari, talačin, potem to prestavimo na stari, da ustrezno sklanjamo in podobno. Stari dvor, podobno. Stari, da sklanjamo. Vidite, tukaj je vedno tudi to, da v teh morfemih mi nekako svoje prepoznavamo in bi zato bilo toliko bolj nenavadno, če ne bi tega naglasnega premika naredili, ker da omogočeno ustrezno sklanjanje. No, in pri ukrajinščini velja pač kot v slovanski zelo podobno, teh splošnih ne bi. Podobno imamo tudi končnični glas, recimo desna in tako naprej pri rekah, ga umaknemo, da ustrezno sklanjamo. Podobno te dubove, zopet ga umaknemo, da lahko sklanjamo in Stanislav je zopet omenjen, kar pa bi pri ukrajinščini posebej omenil, kar pa je njihova, ne da drugi nimajo vzhodnoslovanski, ampak je prav značilno, so ta imena moškega spola in priimki tudi lahko, ne samo imena, tudi priimki, in te so lahko naglašeni na končnici ali pa niso nujno. In zdaj, če želimo, da recimo se bo ukrajinsko pride sem prepoznal v tem, kar mi počnemo, te, ki so naglašeni na končnici, pustimo končniški naglas, dodamo j, podaljšava z j in sklanjamo ustrezno. Če pa ta o ni naglašen, ga dojemamo kot končnico. In potem, seveda, če je kirilo, je potem kirila. Se pravi, tukaj dejansko se ravnamo, potem skušamo ravnati po naglasnem mestu, kot je v ukrajinščini, seveda zdaj, če ga poznamo. Ali pa če nam tisti, ki je nosilc tega, sam pove, potem skušamo to upoštevati.
In še za konec bistveni poudarki, skratka, sopostavljamo domač slovenski sistem in tuj sistem, pri čemer so slovanski relativno blizu in je zato lažje. In skušamo se čim bolj približati tujemu sistemu, tako glasovno, z glasovi, seveda slovenskega knjižnega jezika in naglasno, in pri tem se omejujemo s tem, da to ne sme rušati sistemskosti slovenščine, slovenskega knjižnega jezika. Česa torej ne prevzemamo? Ne prevzemamo naglasnega mesta na končnici, da bi se prav mi končnico dojemali, ne tam, ne tale Pitro, tukaj, če mi naredimo podaljšavo, oziroma potem ni končnica, ampak da bi mi imeli končnico naglašeno in bi potem, ne vem, tudi v nadaljevanju imeli naglas na končnici, tega ne. Potem ne prevzemamo premičnosti naglasnega mesta, kot je zlasti v poljščini, pa delno tudi v vzhodnoslovanskih, kot smo videli tam, Bahtin, Bahtina, Testelec, Testelca, tega ne počnemo. In v slovenščini naglasno mesto, seveda so določene pravila, ampak je vendar načeloma prosto in tudi zato lahko pri prevzemanju prihaja do različnih občutkov, kaj bi se komu zdelo nekaj bolj ustrezno, na enem mestu, ponekod na drugem. In tukaj bi bilo pravilo torej tako, torej kdaj dvojnica in kdaj jo tudi mi navajamo. Ko imamo nekaj, kar mi že imamo tudi v slovenščini, kot je ta tipičen Stanislav, ki ga poznamo, pa belorusko, ukrajinsko, rusko bi bilo Stanislav, polsko bi bilo pa, Stanislav, polsko bi bilo pa celo Stanislav, ne, da bi bilo na predzadnjem zlogu. V teh primerih podajamo naglasne dvojnice, ker predvidevamo, da bi se Slovenc raje odločil za to, kar pozna. In iz naglasa kot izvirniku bi se v teh primerih, kjer so dvojnice, verjetno držali zlasti poznavalci teh jezikov. Torej, nič od tega, kar je že v veljavni slovenščini, kar obstaja, to je vsekakor možno in nikakor ni zaželeno in jasno, da to Slovencu dopuščamo, če je tega vajen. Mu bomo pa povedali, kako je v izvirniku, vsekakor tudi v teh primerih. No, s tem bi... Vem, da ta tema ni tako zelo zanimiva za širši krog. Zanimiva je recimo za športne novinarje, govorce v javnih občilih, gledališča in tako naprej. Za tiste, ki pa popravljajo pisna besedila, pa je pomembna zaradi pregibanja in podatkov, ki jih dajemo pri jezikih v drugem delu pod preglednico. Zdaj bom jaz odrdrala en del besedila samo zato, da zajamem vse bistvene stvari, potem vas bom pa malo razveselila s preglednicami, tako da boste lažje sledili temu, kar nameravam povedati. Na primeru francoščine bom torej poskušala predstaviti proces priprave prevzemalnih pravil. Ta se je začel že leta 2020 in tam smo vsi sodelujoči, vpleteni, ugotovili, da imamo v aktualnih jezikovnih in jezikoslovnih opisih vrzeli. In zato seveda ne moremo pripraviti končne različice pravil. Prevzemanje iz drugih jezikov smo se lotili po končanem poglavju Prevzete besede in besedne zveze. To je bilo konec leta 2020, je nastal koncept. Ta koncept so dobili avtorji in recenzenti skupaj z vzorcem španščino. Tako da se je takrat leta 2021 začela priprava sporedno z drugimi poglavji, ki smo jih pripravljali za 24 jezikov. Ob smernicah za prevzeta lastna imena in zapis izgovora so se odpirala nova vprašanja. Namreč, kako se vedejo različni zvočniški sklopi v različnih položajih v besedih. Tu smo izhajali seveda iz rodilnika množine, to poznate, se veste, želva, salva, savna in tako naprej, težke zadeve. Kako ob globalno in spletno približanem svetu izgovor tujih imen umestiti v sistem knjižne slovenščine, ob vedenju, da večina slovensko govorečih že sedaj ne izgovarja imen tako, kot priporoča pravopis iz leta 2001. Recimo Verlaine, Churchill, ne, proti Churchill, Verlaine proti Verlaine in Churchill proti Churchill. Torej, zavedali smo se tudi pomena ločevalnih znamenj, zlasti pri bližnjih jezikih je bilo to pomembno. Na slovenskem Koroškem težko kdo razume, da je v knjižni slovenščini Kelen, zdaj dvojnica, ker poznajo seveda preglašene glasove.
Ob odločitvi, da iztočnice v slovarskem delu ne bodo onaglašene, kot veste, je bilo prej tako, da so se onaglaševale tudi lastna imena, recimo, in da bo izgovor vseh tudi občnih besed celovito zapisan v oglatem oklepaju, to je prvič v našem knjižnem jeziku, je bilo vsa ta vprašanja treba razrešiti in ob tem znova postaviti omejitve v knjižnem jeziku. Kljub zavedanju, da je posodobljeni opis sistema še nepopoln, smo se odločili za postopno objavo in dali jezike v javno razpravo. In sicer takrat še nismo imeli pripravljenih poglavij glasoslovni oris, glasovno-črkovne premene, pa seveda oblikoslovni oris in besedotvorni odpis, kar bi bilo bistveno, da bi lahko preglednice res korektno pripravili. Ampak že te zadnje izboljšave, o katerih je govoril Domen, kažejo, česa vsega smo se od tistega začetka, ki ga bom jaz zdaj predstavila, naučili. Od tod so seveda zdaj na objavljenem Franu tudi neuravnoteženosti in napake. Na nekatere od njih smo bili seveda v javni razpravi opozorjeni, druge smo seveda med pripravo drugih poglavij zaznali in se jih zavedamo in jih bomo v tej zadnji redakciji tudi odpravili. Francoščina je bila med prvimi 10 jeziki, ki so bili dani v javno razpravo. Nekoč, veste, so francoščino veliko bolj znali kot danes, ampak vendarle se je tudi v javni razpravi pokazalo, da je kar še veliko poznavalcev francoskega jezika. Zavedali smo se, da je zaradi nekaterih nerešenih strokovnih vprašanj objava tvegana, vendar smo želeli preizkusiti, kaj se je v letih od izida zadnjega pravopisa spremenilo in katere novosti bi javnost sprejela. Poznavalci jezikov so v preteklosti radi kritizirali poenostavljena prevzemalna pravila in si želeli več približevanja slušnemu vtisu. Pogosto so zastavljali vprašanja, zakaj ne dovoljujete širokih ejev in ojev ali pa polglasnika, če v jeziku vendarle imamo. Mišljeni so bili tudi seveda nesistemski položaji, ne govorimo o eju pred rejem, oju pred vejem in podobno. O širini in ožini smo se pri pripravi preglednic lažje odločali, polglasnik nam je delal pa velike preglavice. Povsem enosmernemu slušnemu vtisu, čeprav smo se mu želeli na nek način bolj približati kot prejšnji pravopis, nismo mogli slediti, saj smo se zavedali tudi vpliva zapisa, recimo črka A je lahko polglasnik E, pa lažje pri E-ju to storimo ali kaj podobnega, glasovnega okolja, naglasnega mesta in števila zlogov. Enozložnice so se v rabi vse izraziteje oddaljevale od ožine, recimo jazz je najbolj razvpit primer. Načeloma nismo spreminjali izgovora občnih besed ter trdno zasidranih izgovorov v pogosto rabljenih znanih imenih in eksonimih. V revizijski fazi nas čaka ravnoteženje in krčenje poglavij. To velja v bistvu za celoto. Zdaj, francoska pisava v pravopisu 2001 v členu 1090 je predstavljena na dobrih 2 straneh in pol. V našem pa ima poglavje francoščina, tudi drugačno seveda ime, 7-krat več strani. Angleška pisava v starem pravopisu na 3 straneh, pri nas v Wordovem dokumentu na 32 straneh. Vem, da je noben ne bo proučeval in se z nje učil, vem, ampak mi moramo imeti sistem. Tudi pripomb skoraj ni bilo. Tako da, ampak tisto, kar vam zagotovim, mi sami smo sebi na koncu res dobri in učinkoviti kritiki. Zdaj pa, ker se francoščina ne osredotoča, tako kot tudi drugi jeziki, samo na vrsto pisave, ampak na nujne osnovne informacije o njej, to so recimo dopolnjevanje osnovnega latiničnega črkopisa s črkami, z ločevalnimi znamenji, dvo- in veččrkini. Danes je vse to mogoče početi, ker imamo računalnike, o naglasnem mestu, o glasovno-črkovnih razmerjih,
tudi s podrobnimi preglednicami, potem o specifičnih prevzemalnih pravilih za občne besede in lastna imena, pregibanju in celo o prevajanju ločil. To rabijo prevajalci. Vse to je potrebno zaradi širokega kroga piscev in govorcev, lektorjev, prevajalcev, urednikov, novinarjev, profesorjev. To vem iz lastne izkušnje. Že danes ob takole slabo pripravljeni francoščini bi svoje leksikone veliko lažje urejala, vam zagotovim. No, na 2 primerih bom zdaj pojasnila, kako je ta postopek potekal, kako so pač potekale odločitve in kako je bilo včasih malce težko. Zdaj bom govorila najprej o prevzemanju dvoglasnikov. Tega v našem sistemu, te vrste dvoglasnika nimamo. Gre za to, ali bomo rekli va, ali bomo rekli va, ali bomo pri prevzemanju govorim, ali kako. Kot vidite, tukaj le v francoski pisavi je bilo v starem pravopisu predvideno, govorim zdaj o francoski pisavi, ne potem v francoščini, ki je uslovarjena, da bi OI, to je dvočrke za dvoglasnik, UA v francoščini, da bi ga prevzemali z OA ali UA. UA se zdi nekako bližje tistemu francoskemu UA, kot pa OA. Kaj se je tukaj zgodilo? Če imate vi v francoščini boilo, imate boilo, 2 zloga. Ko naredite boalo, imate nenadoma 3 zloge. Saj veste, kaj tvori zlog v slovenščini, samoglasnik. No, in če smo gledali, ker je bila španščina dana kot vzorec, kaj bomo delali recimo pri U-ju, kadar je del tega dvoglasnika, torej U plus samoglasnik je dvoglasnik, in kot vidite je bilo to rešeno z V-jem, dvero. Torej, enkrat je enako fonetično zapisan dvoglasnik rešen tako kot pri francoščini, drugič tako kot pri španščini. Tukaj ne govorim o tem, da je bilo Miguel tukaj zraven mešano, ker to sploh nima zveze, ker ta U varuje izgovor G-ja, bla, 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 se poznate to. In da so tukaj govorili o Q-ju posebej, da je izgovor K in zgled Kihot in tako naprej. Pač niso se tako poglabljali. Naš kolega, dokler je bil z nami, dragocen kritik našega dela, pisatelj Skubic, je rekel, ker nas je včasih težko prenašal. Najprej je treba zakomplicirati, da lahko potem poenostavimo. No, in torej mi smo razmišljali o jeziku samem, potem neskladjih med rešitvami v pravopisu, potem smo gledali, kaj naj naredimo z zlogom samim. Začeli smo se veliko bolj zavedati, kaj je zlog. In seveda, če gledamo v španščini rešitev z UA, UA, Juan je bil tak razvpit primer, Juan, takrat smo rekli, kaj pa to, nihče ni tega več tako govoril, vsi so rekli Juan. Ja, lahko bi rekli Juan, vam bom potem povedala, zakaj ne. Ko vi naletite na glasovno okolje, v katerem tega ne morete reči, začnete razmišljati, kako boste to rešili. Fuentes, a lahko zdaj dam, ne morem, in tako naprej. No, in kako se izogniti 2 zlogoma? Takole je bilo, kot sem vam rekla, to je tip zgoraj fonetično zapisan schematsko za španščino, in ta rešitev je kazala na Juan in fuentes, 3 zlogi. V resnici sta to 1 zlog v španščini pa 2 zloga. Zdaj, kaj narediti, da bi ustregli slušnemu vtisu? Ali si lahko privoščimo v današnjem času, mi zdaj to imenujemo nek podsistem, in rečemo Juan, Slovenc s tem pravzaprav nima nekih hudih težav, Juan, Sploh ne. Tudi ne boste verjeli, v javni razpravi na to praktično ni bilo nič posebnega rečeno, ljudje so to sprejeli, razumeli. Seveda smo se zavedali, da vsemu ne moramo slediti. Bilo je tudi glasovno okolje, v katerem mi ne moramo reči UA.
Ne, to je recimo Teotihuacan, ko imamo ta položaj dvoglasnika med dvema samoglasnika, moramo to slovenščini seveda prilagoditi. No, v javni razpravi se je pokazala res upravičena kritika izgovora črke v položaju, se opravičujem, da so uji grdo napisani, jaz ne znam tega, sem prestara, ne znam v tem PowerPointu tega narediti. V položaju pred j, to je recimo, zdaj bom črkovala ovi-edo, ge-ne-vi-e-ve, ne. In nekdo je napisal, da je to hiperkorektno. Ja, zaneslo me je, mene, osebno pa tudi druge, In jasno, za tako kritiko z veseljem upoštevaš, mislim, sploh ni položaj. Seveda je pa ta, se veste, divji, pa to rečemo mi, pa tako prehitro sklepanje je bilo tukaj in bo zdaj to po redakciji rešeno z v-jem, že ne vjev. In tako naprej. Tukaj bom v polglasniku še pa v italijanščini Livija in tako. To bo popravljeno in domovina rešena. No, zdaj, zgor. Seveda pa že sami smo vedeli, da smo ga lomili tudi tule. Recimo pri španščini zdaj govorim, to je tip velva, oni rečejo seveda velva, pa ta v je itak med b-jem pa v-jem, pa njihov fonem, o tem sploh ne govorimo. Tudi pri španščini so pripombe, da so učili, da kdaj bi naj b sprejemali kot b in v, ampak o tem ne bomo zdajle. No, in tu seveda bo ta dvojnica odpravljena in bo velva, ker je to naše bliže, našemu izgovoru. In to ni nobenih problemov in bo usklajeno na ravni vseh jezikov. Tudi angleščina nima v-ja, v začetku po zgledu Washington in imamo vzglasje rešeno slovensko, z našimi pravili in je to utemeljeno. Druge smo tudi sledili enotni rešitvi. Ko gledaš sistem, rečeš, zdaj bom pa jaz te v-je dvoglasnike ohranil. In smo jih tudi v takih zgledih, kot so Kvernavaka, pa Guimard in tako naprej, zapisali z dvoustničnim v-jem. To bomo popravili, zavedli smo se, da je zadaj ta latinščina, kjer so k-ji in g-ji potrebni takele uskladitve in bomo enotno rešili pri vseh jezikih. No, zdaj v francoščini se je tudi pojavil ta dvoglasnik, imamo že občno besedo doajen in Antoineta, ampak to sta čisto že podamačena zapisa in tega seveda ne spreminjamo. Gledamo pa zdaj, Poitiers je bil napisan takole v pravopisu, torej spet 3 zlogi proti 2 zlogoma, zato in če smo pogledali v samo preglednico, smo videli, da so reševali naši predhodniki na 2 načina, spet z možnostjo 3 črkja za nosnik o-in, to je v francoščini nosnik, so reševali o-en, u-en, potem imate pa o-an, u-an in tako naprej po pravilih, in spet je tu več zlogov, kot bi bilo potrebnih. In slovar je imel tako, to je v redu. Še ta razlika je tu, da so v preglednicah dvojnice, to se pravi Poincaré in Poincaré, v slovarju je pa potem uslovarjeno samo Poincaré. In to se je večkrat zgodilo, da smo morali gledati, kaj se je zgodilo v slovarju, kaj se je zgodilo tukajle. No in enako so potem Antoine, Poitiers in tudi vas je tu spredaj v in bo dvojnica jasno odpadla. Polglasnik, kot sem rekla, je bil težek, v pravopisu rešen nedosledno in kaj nam tukaj največje težave, vsaj meni povzroča, kako se odločiti, je to, da so dali recimo v prejšnjem pravopisu Lebef, recimo pa Lemeter, so dali s polglasnikom in so to utemeljevali, če bi sicer nastal težak soglasniški sklop, to je drugje tega dovolj. No in seveda,
Zdaj je pri nekaterih zelo lahko ugotoviti, da imajo dvojnice v zapisu, LBF ima tudi, a ne, ampak že čakajte, kateri zgled je tak, saj imam ga potem napisanega, pa ne veš več, a ima tudi dvojni zapis, ne najdeš ga kljub internetu in tako naprej. Zato bo verjetno šla, Lelouch je recimo tak primer, kjer vi ne veste, da ne bi bil ta L v spredaj, recimo v francoščini je s polglasnikom, jasno. Ampak ali ga bomo še prepoznavali, če ne bomo imel tega samostojnega sklopa. Tukaj vidite levo je, ne, imamo lahko levo, LBF ne, bomo pa vse naredili na E, kadar je skupaj pisano, pa bo v redu, a ne. Ker je težko potem taka težka pravila postavljati, mogoče jih niti Francozi ne vejo. S tem končam. Ja, saj imajo tekmovanja, veste, kaj je vse pri Francozih, da ne govorimo o Angležih, imate danes na tistih spletnih straneh krajevna imena, ki jih oni testirajo med sabo. Velika zabava. No in v javni razpravi sta bili še dve imeni izpostavljeni, še to mi dovolite, pa končam. To je bil, eno je bil Saint-Denis, eno pa Notre Dame, ne. Kaj zdaj, ali izgovarjamo tako jasno? Pri našem Saint-Denis je bila napaka, ampak dobro, ljudje opazijo, hvala Bogu, ker popoln nisi, ko delaš, a ne, in zdaj na koncu bo to Saint-Denis, ne. Pri Notre Damu je pa vprašanje, ne, kaj nam dela težave, notrdamski zvonar, ne. In zdaj, francosko vemo, pa tistele, se veste ta pravila, takole bo rešeno na koncu, tale, ne, Montmartre, Sartre, kako ta polglasnik preskoči pred R in tako naprej. In zdaj je bilo pri Notre Damu vprašanje, a bomo res dali Notre Dame, ker je to bilo malo spotakljivo. Ne, to tudi v jeziku, ja, tako je. Ja, vse to igra vlogo. Ja, kakšne, to so težke zadeve. No in seveda, ali bomo dali Notre Dame, ne, ampak bomo dali Notre Dame zato, ker gre sistemsko v Sartre pa Montmartre, ne. In so spraševali, kaj pa ta pridevnik, pa tukaj je bila pa že jezikovna svetovalnica, v javni razpravi so nas spraševali, kako naj si to razlagajo, a ne. Če mene vprašate, ampak ne bo tako, da boste potolaženi, bi notrdamski moral biti zapisan brez E-ja, ne, podomačeno, notrdamski. Tako kot curling, ne, pa ga zdaj vsi z curling pišejo, z E-jem, ne. Ker je, če je polglasnik, gre smrt prt, to mi zelo vladamo, ampak ne bo, ne, ker se je to uveljavilo in tega ne bomo spreminjali, ne. Včasih hočeš pomagati, pa ni prav. No, takole bo to rešeno, ne, ampak jaz seveda predlagam, naša gospa, naša ljuba gospa, katedrala naše ljube gospe, če bi pa vprašali Bergerje, pa gospa Cveta. No, in to je to. Zdaj bo pa za mano prišel Rok Kuntner, zahvaljujem se vam za potrpljenje, drdrala sem. Lepo pozdravljeni. Jaz bom nadaljeval v bistvu z nam kulturno nekoliko bolj oddaljenimi jeziki, s katerimi govorci slovenščine pač zgodovinsko niso bili v neposrednem stiku, kar pomeni v praksi, da smo prevzete besede iz teh jezikov dobili po posredništvu. In to posredništvo je bilo bodisi so to bili svetovni jeziki, ki so bili pač jeziki mednarodnega sporazumevanja, kulturno dominantni jeziki ali pa jeziki sosedstva. V tem okviru zlasti govorimo o srednji južni slovanščini, preko katere smo dobili veliko, ne veliko, ampak nekaj arabskih in turških besed. No, v zadnjih desetletjih pa je tudi, smo pa v bistvu zaradi globalizacije tudi smo govorci slovenščine stopili v nekako bolj neposredni stik s temi jeziki, kar pomeni, da smo začeli, ne, in da je nastala potreba po prevzemanju iz teh jezikov tudi neposredno
In zato potrebujemo v bistvu nov sistem za neko sinhrono prevzemanje iz teh jezikov. In zato je bilo treba ta pravila nekako na novo sistematizirati, ker so pač in zaradi tega so ti jeziki predstavljali tudi precej trd oreh. Nekaj je bilo že v pravopisu 2001, v novejšem predlogu pravopisa pa je to veliko bolje razdelano. No, zato smo seveda tudi posebej, ker so bili te jeziki tako tudi precej zahtevni, smo precej hvaležni tudi, da so se različne strokovne javnosti vključile v javno razpravo in so nam v bistvu marsikaj tudi olajšale in dobili smo nekaj zelo tehtnih pripomb, komentarjev in kritik, ki jih bomo tudi upoštevali in smo jih tudi že pri pripravi, pri reviziji in pri pripravi končnih redakcij. No, ob tej priložnosti bi se pa jaz omejil samo na eno stvar, ki se mi zdi ključna in ki se je pokazala v javni razpravi, da jo je treba morda še nekoliko bolj definirati in terminološko tudi razjasniti. Namreč velikokrat se sliši, da iz jezikov, ki se zapisujejo z nelatiničnimi pisavami, v slovenščino prevzemamo tako, da prečrkujemo. To je samo deloma res. Namreč govorimo o teh, torej o nelatiničnih alfabetnih pisavah, o jezikih, ki se zapisujejo z nelatiničnimi alfabetnimi pisavami. To so konkretno za naša pravila relevantna hebrejščina, arabščina, perziščina, indiščina, se pravi sanskrt, hindiščina in urdujščina, in pa armenščina in gruzinščina. In v zvezi s tem sistemom prevzemanja obstaja neka določena stopnja nerazumevanja. Jaz bi pa tukaj zdaj probal še enkrat to pojasniti. To je bilo sicer predstavljeno tudi že na predstavitvi novih poglavij, tako da je v bistvu to neka vrste ponovitev, ampak mislim, da ni odveč. Torej, razlika med prečrkovanim zapisom in podomačenim zapisom. V drugem stolpcu imamo recimo pri hebrejščini imamo izvirni zapis, torej Tel Aviv, imamo izvirni zapis, ki je pač zapisan s to konzonantno pisavo, ki pač zapisuje samo konzonante, in potem imamo vokale z diakritičnimi znameni ponazorjene. To je v bistvu ta standardni mazoretski sistem vokalizacije hebrejščine. No in na tem mazoretskem zapisu temelji tudi prečrkovani zapis po Lambdinu oziroma po standardu SBL, ki jim sledimo tudi pri pravopisnih pravilih. In tukaj vidimo, da je recimo na E-ju in na A-ju imamo makron. To v bistvu odraža izvorno vokalno kvantiteto, ki pač v moderni hebrejščini ni več relevantna, ampak vendarle torej prečrkovani zapis temelji na izvirnem zapisu, kjer pa je še označeno. In to je prečrkovani zapis. Potem to, kar pa v slovenščini dobimo, ko besedo prevzamemo, je pa podomačeni zapis. Tukaj pa spustimo vsa ločevalna znamenja, ki pač niso za nas relevantna, in pač prevzamemo po veljavnih pravilih substitucijske fonetike in pač po sistemu prevzemanja, ki velja za knjižno slovenščino. In dobimo Tel Aviv. Potem imamo arabščino. V arabščini imamo recimo besedo Katar, ki vsebuje dva glasova, ki jo slovenščina ne pozna. Torej, nezveneči jezičkov zapornik, P, ki ga zapišemo s kujem. In pa faringaliziran T, ki ga zapišemo s pikico spodaj. No in to je prečrkovana oblika, potem pa v slovenščini tako izgovor kot zapis poenostavi in dobimo podomačeni zapis. Enako velja za perziščino, torej goleston, golestan. V armenščini imamo recimo ta zveneči jezičkov pripornik H, ki se ga zapiše z L-jem s črtico, ker je to izvorno
pač velarni L, ki v bistvu potem po prevzemu sovpade z G-jem, torej jereg nadzor, jegeg nadzor. In pa gruzinščina enako, uporabljamo ločevalna znamenja za zaznamovanje pridihnjenih zapornikov in zlitnikov, ki jih potem v slovenščini pač temu primerno po sistemu poenostavimo. No, s tem sem hotel samo ponazoriti razliko v tem, kaj pomeni čist terminološko gledano predčrkovanje zapis, torej transliteracija ali romanizacija nekega tujega jezika. In ta romanizacija omogoča, to je zelo bistveno, nedvoumni povratni prepis v izvirno obliko. Vsaj v 99% primerov, torej na podlagi tega zapisa Katar lahko nedvoumno prepišemo besedo nazaj v arabico. Na podlagi te, se pravi podomačene oblike, pa seveda ne, ker arabščina ima tudi normalen velarni K. No, na to je treba biti pozoren in na to sem hotel v bistvu danes opozoriti. Čisto zadnje sem obljubim povedati. Vem, da smo že izčrpali vašo pozornost, 7 do 8 minut, Andreja, tako da bom se potrudila. Sem najmlajša članica uredniškega odbora, to se kar fino sliši, ampak zato sem mogoče malce razbremenjena tega intenzivnega toka, v katerem so se znašle moje kolegice in kolegi, in bom morda za konec poskušala potolažiti s tem, da ni nič nepričakovanega v tem, kar se dogaja v zadnjem času v javni razpravi glede slovenskega pravopisa 8.0. Torej, to dogajanje v javni razpravi je v resnici zgodovinsko predvidljiva situacija, ki jo od nekdaj imenujemo jezikovno-kulturni spor. Je torej pričakovana in je na nek način to identitetna točka Slovencev in Slovenk, za katere vemo, da se radi označujemo kot narod jezikoslovcev in jezikoslov. Zdaj, danes je skoraj da že, samo da najdem, ki grem naprej, tukajle, puščico, tole puščico. Danes se že skoraj spodobi, da ko nastopaš, preveriš, kaj umetna inteligenca pravi v kakšni stvari, da si moderen in aktualen. In glede na to, kaj je Copilot napisal glede tega, kaj ve o jezikovno-kulturnih sporih na Slovenskem, najbrž vidimo, da tudi algoritmi ne vsebujejo preveliko podatkov o slovenski zgodovini. Takole pravi, kot je tudi zgoraj napisano, da so jezikovno-kulturni spori na Slovenskem dolgotrajen in razmeroma intenziven pojav, ki se posebej zaostri ob vsakih večjih normativnih posegih, zlasti ob izdajanju novega pravopisa, slovnice ali slovarja. In pa to, kar ni nepomembno, ti spori niso le jezikoslovni, ampak tudi kulturni, identitetni in pogosto celo politični. Tako umetna inteligenca. Zakaj pravopis sproža vse te spore? Vemo iz zgodovine slovenskega jezika, slovenščina ima poseben status, je nacionalni identitetni simbol, zgodovina jezika dolgo brez države, imamo razmeroma majhno skupnost govorcev in govork, zato so vsaki posegi v standardizacijo bolj občutljivi. In pa seveda od nekdaj obstaja ta napetost med avtoritarno kodifikacijo in pa normativno opisnostjo. Tako da pravopis hkrati tudi zelo neposredno vpliva na našo vsakdanjo rabo. Vsi pišemo in zato javnost, sledeč nekim bipolarnim zgodovinskim zadevam, po eni strani dojema slovenski pravopis kot črno-beli predpis, tako mora biti, ali po drugi strani kot neko prisilo pravil nad dejansko rabo. Tu se gibljemo v tej bipolarnosti. Zdaj samo še tole iz Copilota. Kdo so ključni akterji sporov? Kar takole po vrsti jih našteje v alinejah. Na prvo mesto ZRC SAZU, oklepaj od Inštitut za slovenski jezik,
Potem smo krivi univerzitetni jezikoslovci in jezikoslovke, učitelji in učiteljice slovenščine, novinarji in novinarke in širša javnost, kjer ni nepomembno, da Kopiloš napiše s klicajem zelo aktivna, a ne, in na koncu še doda, Slovenija je zanimiva, ker ima relativno visoko stopnjo jezikovne občutljivosti prebivalstva. To je zdaj ta narod jezikoslovk in jezikoslovcev, torej potrjeno tudi v algoritmih. Zdaj seveda iz zgodovine vemo, da jezikovno-kulturni spori ob jezikovnih reformah izhajajo iz napetosti. Ne vedno imamo dva pola, na eni strani stabilnost, na drugi strani spremembo, na eni strani staro normo in potem novo rabo, na eni strani stroko in javnost, na eni strani en del stroke, na drugi strani drug del stroke in nacionalno identiteto proti globalizaciji. Zato ne smemo pozabiti, da pravopis nikoli ni le predpis, ki naj olajša sporazumevanje, ampak je v resnici prostor družbenega pogajanja o tem, kakšna in čigava je slovenščina in kdo ima, to je v zadnjem času zelo pomembno, moč, da odloča o tem, kakšna je njena pravilnost. To je vedno v ozadju tega, če poskušamo razširiti, kar se dogaja. Zdaj, jaz sem se davno tega za svoj magisterij ukvarjala z jezikovno-kulturnimi smeri na Slovenskem in zato sem se nekako za današnji prikaz odločila zelo na kratko pokazati, kako se gibljajo cikli teh dveh nasprotujočih si polov. V 30 letih 20. stoletja Božidar Borko kot neutrudni kulturni delavec med Prago in Ljubljano prinese teorijo praškega lingvističnega krožka v Slovenijo, piše o njej in jo tudi aplicira na slovenske razmere in tam piše o romantikih in realistih in na to zelo samostojno prenese v resnici to Mateziusovo prožno ustaljenost na neko srednjo pot, ki je v Sloveniji edina mogoča. Potem se cela zgodba ponovi 30 let kasneje, torej v 60 letih ob nastajanju SSKJ-ja, se s teorijo praškega lingvističnega krožka srečamo, ko Boris Urbančič skupaj z mladimi Pražankami in Pražani o tem piše in vse to vpliva na dogajanje s SSKJ-jem, pravopisom in tudi slovnico. Takrat govorimo o sporu med puristi in antipuristi ali funkcionalisti, zaradi katerega se morajo avtorice in avtorji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, podobno kot danes moje kolegice in kolegi, zagovarjati, kaj je v knjižnem jeziku. Tukaj le en del iz kolegice Ade Vidovič Muha iz leta 1972, ko utemeljuje, kakšna metoda je bila uporabljena v SSKJ-ju, samo en delček, V slovarju torej ne gre za direktno odklanjanje oziroma dovoljevanje izraznih sredstev, ampak za njihovo natančno opredeljevanje glede na določen način izražanja, na določen stil knjižnega jezika. Lahko to ponovimo, torej, kar ste tudi vi že povedali in vidite, da je vmes minilo kar precej časa. Torej, zgodba se ponavlja. Torej, pogled, ki ga delimo, prepričana sem večinsko, ob pripravi slovenskega pravopisa 8.0, je pogled, ki izhajajoč iz tradicije slovenskega pravopisja in slovenističnih raziskav, črpa v pogled v jezikovne spremembe in splošno rabo iz ogromnega gradiva. Korpusna metoda nas je v resnici razbremenila nečesa, kar ste prej imenovali jezikovni občutek. In hkrati nas je razbremenila potrebe po jezikoslovcu avtoriteti ali, kot je kolegica Dobrovoljc prej rekla, jezikoslovcu vodniku. Torej, objektivizirala nam je nova metoda normativne odločitve. Ampak ne le to, to, kar je spodaj, tale zadnji delček, je vredno še posebej omeniti. Torej, novosti je treba detektirati in razumeti kot del stalnega vzajemnega odnosa med spremembami v družbi in v jeziku. Če se za trenutek pri tem, se mi zdi, v trenutnem položaju pomembnem delu ustavi. Zdaj, jezikovne spremembe, ki so del družbenih sprememb in ali jih uravnavajo celo zavezujoči dokumenti, kot je kolegica Lengar Verovnik omenila,
vse te spremembe lahko seveda razrešujemo vsaj na dva načina, vedno imamo izbiro, ne, tudi v jezikoslovju, kot kje drugje. Torej lahko jih razrešujemo tako, da v enem delu tega cikla obravnavamo vse spremembe izrazito konzervativno, izključujoče in v imenu večno danega sistema, ki tam je in je nepremakljiv. Lahko pa vse to obravnavamo vključujoče. Samo dva primera. Lahko torej z odporom in nasprotovanjem novostim, na primer z obilico zgodovinsko-etimoloških argumentov, zavračamo nove jezikovne prakse, ki izhajajo iz družbenih okoliščin, potrebe in poudarkov tudi iz dokumentov od leta 1995 o enakosti spolov, ki se naj kaže tudi v jeziku. To je en vidik. Lahko pa s poznavanjem družbene dinamike interveniramo vnaprej, kot na primer Tomo Korošec, ki že leta 1977 v vojaškem slovarju predvidi ženske oblike za častniške čine, generalinjo, podpolkovnico, pešakinjo in druge, z zelo sodobno obrazložitvijo. Dovolite mi, da tole preberem, danes mineva 4 leta, odkar je profesor Korošec umrl, tako da se mu tudi tako nekako pokloni. Takole piše v uredniškem uvodu. Prav tako so praktični razlogi narekovali, da so v slovar vključene besede za ženska in njena delujočih oseb, to je vojaških poklicev, funkcij, nazivov in činov. Ta poimenovanja imajo v slovarju nekoliko nenavadno mesto, v tem smislu, da jih ni priklicala zdajšnja, ta trenutek obstoječa potreba, kar pomeni, da so nove ne samo besede, ampak se v družbenem življenju za večino izmed njih sploh še ni pojavil niti pojav. Uredništvo je tu izhajalo iz obstoječe družbene realnosti, v kateri je bistveno drugačen položaj ženske tudi na vojaškem področju in je potrebo po poimenovanjih za ženske osebe mogoče predvideti z veliko gotovostjo. Tudi glede tega naj bi bil slovar kdaj v bodočnosti pomoč v poimenovalni zadregi. Tako Korošec in tako nek vključujoč v družbo vključen pogled. Samo še za konec, verjamem, da je tudi to vrstna usmeritev, kot jo prikazujemo znotraj tega malce yin-janovskega kroga, priznam, a ne? Ta usmeritev, ki spreminjanje jezikovnih praks razume kot vzajemen proces s spremembami v družbi in skupnosti, je tokrat združila večino jezikoslovne slovenistične znanosti, večino stroke in večino javnosti in verjamem, da so preživeti in pogosto izključevalni pogledi samo manjšina, ki je v cikličnosti jezikovnih kulturnih sporov vedno izzvenela.